Pozdravljeni, lep pozdrav, jaz sem Leonida Mrgole iz Zavoda Vezal, sem soavtorica knjige Uspešnice Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, in soavtorica Najvodil za starše, ki bodo izšla v mesecu novembru. Kot vidite, imam danes posebno okolje. Tukaj sedim za morjem, sonček je, morje žubori, kakšne glasove boste mogoče slišali. Sem prišla, z Albertom sva prišla skupaj, danes imava 34. obletnico poroke. Wow, sva že zjutraj praznovala in bova še danes praznovala. In nisva prišla samo praznovati, prišla sva po odklop, po celem poletju pisanja sva si res zaslužila tale teden. In vesela sem, da je danes nehal veter pihati, da lahko pač takole v poletnih cuncah sedim in snemam tukaj za vas. Seveda, ker je pač služba del mojega življenja in ker strahotno uživam v njej, moram nekaj početi tudi tukaj. Tako da sem rekla, vam bom posnela tale video. Video, s katerim bi vam rada v bistvu ozavestila neke dele, na katere premalokrat pomislimo pri vzgoji, premalokrat pomislimo, ko se družimo z našimi otroki. In zelo premalokrat pomislimo, kadar se spravljamo v neprijeten stres okrog ocen nepospravljenih sob in takih stvari. Veste, da imamo midva z Albertom 4 otroke, zdaj so že vsi samostojni oziroma skoraj samostojni, ne čist, ampak jim gre dobro. In kar bi vam rada sporočila je, da v bistvu zdaj že kar lahko rečemo, da vem, kdaj se ni bilo potrebno razburjati oziroma kdaj bi lahko stvari naredila na bolj sproščen način in mogoče lažje spala. Spomnim se let, ko je en najin otrok hodil v srednjo šolo z velikim odporom. Ni našel nekega stika z učitelji, ni našel stika sam s sabo, bil je najstnik, bilo je težko. Doma je bilo zelo veliko drame z najine strani, z moje in z Albertove, veliko siljenja, veliko kritiziranja, veliko razmišljanja o kaznovanju, tudi kaznovanja, primerjanja z drugimi. Skratka, tisto, a veste, ko pritiskaš na otroka z vseh koncev, da je že kot palačinka, zato da bi se on zganil, ampak on se ne zgane. In takrat jaz imam eno prijateljico, ki ima neko žalostno zgodbo za sabo, in takrat sem res bila obupana. In sem šla k njej in sem rekla, da se mi bo strgalo, da ne vem, kako naj ga prisilim, kako naj ga prepričam, kako naj mu dopovem, da je to dobro za njega, da mu dobro hočem. In ona me je pogledala čez mizo, pile sva kavo in je rekla, veš, Leja, veš, kaj bi jaz dala, da bi z mojim imela težave, ki bi jih lahko rešila. Veš, kaj bi dala, da mu ne bi mogla dopovedati. Veš, kaj bi dala, da bi kršil pravila, da bi prinesel cvek domov. Veš, kaj bi dala samo zato, da bi bil on zdaj tukaj. Njej je ta otroček umrl pri 10 letih. In sploh si ne predstavljam, kako je biti mama v taki vlogi. Si tudi ne želim tega predstavljati. Vem pa, da mi je takrat odprla oči. Vem, da mi je s to zgodbo, s tem čustvenim govorom povedala, kaj je v življenju pomembno. Zdaj gre en čoln, mi bo malo ropotal. Mene je takrat to zelo sesul. Skratka, zelo me je sesul v tem smislu, da si v resnici moram predstavljati, da mojega otroka ne bi bilo zato, da ga lahko sprejmem, takega, kot je, z raznimi odpori in upori. In
Glejte, to je v bistvu res. Mi smo lahko hvaležni, da so naši otroci tukaj, da so živi, da jih vsako jutro ali pa večer vidimo, da sedijo z nami za mizo, da nas nervirajo, da puščajo drobtine na pultu, štumfe po tleh, zobno pasto odprto, luči pržgane, sobe razmetane, koše polne, naloge na pol narejene, ker to je življenje. To je življenje in to ni vojna, to ni borba. Kar bi vam rada rekla je, vse te stvari se zgodijo, vse te stvari se naredijo, šola se dokonča. Ne dokonča se pa vedno na tak način, kot mi mislimo, da je prav, in ne naredi se vedno na tak način, kot mi mislimo, da je prav, in ne naredi se vedno takrat, ko mi mislimo, da je prav. To se pravi, otroci, ko odraščajo, vedno poskušajo, no, zdaj so nas pa še valovi razveselili. Bom malo počakala, kar poslušajte, meditirajte. To gre en čovnček, pa naredi cel raztor tle po morju. A veste, ker če pogledate vzgojo in če pogledate, a mislite, da se ne bi enih stvari dal narediti z veliko manj stresa, z veliko manj drame, z veliko manj upitja? Veliko staršev nama reče na svetovanjih pa na delavnicah, da upijejo na otroke, da kar naprej upijejo na otroke. A ne tako, kot zdajle jaz upijem, zato da me vi slišite, da preglasim valove. In upitje, že sama energija upitja, a ne, energija upitja v telesu začne ustvarjati jezo. In ta jeza je rušilna in ko otrok to jezo začuti, se mu poruši občutek varnosti, in ko se mu poruši občutek varnosti, ne bo naredil nič, kar mi hočemo, zaradi tega, ker se ne počuti varno v naši družbi. In stvar je v tem, da je zelo pomembno, da se teh stvari naučimo, zato ker jih ne znamo. Nam jih niso dali, niso nas naučili tega. Mi smo v bistvu odraščali z drugačnimi generacijami, polni smo nekih prepričanj, nekih norm. V polno stvari verjamemo še od pameti veka, ki že zdavnaj ne držijo več. To moramo mi ozavestiti, to se moramo naučiti. Zato sva midva pripravila ta webinar, ki je naslednji petek, več sproščenosti in manj stresa v družini. In zdaj bi vam rada povedala par stvari. A se vam zdi 25 € predrago za webinar? Jaz mislim, da če pogledam skozi sebe, ko so bili najini otroci majhni, sva v glavnem živela z eno plačo, ne vem, kaj bi dala. Ne vem, kaj bi dala za to, da bi dobila eno smernico, en namig, en biser, ki bi mi pomagal, da eno stvar spremenim, ne vse, eno stvar, da nekje lahko začnem, nekaj, ki bi me spremljali, ki bi me spodbujali pri tem. In če pomislite, da daste za nek webinar denar, ki vas bo usmeril nekam, ki vam bo dal nekaj za razmišljati, ki vam bo pokazal nek drug pogled. In verjamem, zato ker delam s starši, da veliko od vas bo že znalo narediti prvi korak potem, prvo spremembo, uporabiti drug način komunikacije, bolj skrbeti za stik, kaj rešiti s humorjem, ne vem, kaj v bistvu tudi spregledati v končni fazi, kdaj pustiti otroku izkušnjo. Izkušnjo pač videti, da je pač nekaj zelo narobe in ga pustiti, da spele sam. A veste, to so te dragocenosti in v najinih webinarjih midva dejansko govoriva o tem, kako narediti te stvari in kje je tisti smisel, da mi v bistvu imamo težavo narediti ta prvi korak. To se pravi, kaj je to premagovanje strahov, pri starših govorimo, ne? Kaj je to premagovanje prepričanj, kaj je to premagovanje nekih vzorcev, ki smo jih dobili od naših prednikov, ne samo od staršev, ne? So tudi družbeni vzorci. Pač ne rabimo vedno kazati na nekoga, on je kriv, da sem jaz taka. Ni res. Jaz sem kriva, da sem jaz taka, zaradi tega, ker sem se odločila, da se ne bom ukvarjala s tem, da tega ne bom spreminjala. Vsak od nas ima izbiro, da spremeni svoje vzorce, da spremeni svoj način življenja, da spremeni način razmišljanja, če hočete, da spremeni način, kako drži svoj obraz. A ne? Če se jaz odločim, da bo moj obraz se smehljal, pač jaz izbiram to.
če se odločim, da sem držala tako cele dneve in da bom depresivna, spet jaz izbiram to. Tako da, lejte, če pogledate z te strani, koliko ste pripravljeni v bistvu investirati v to, da boste z vašim otrokom se počutili dobro, je eno tako zelo temeljno vprašanje. In pol drugi izgovor, ki ga imajo starši, je, da nimajo časa. Da jaz nimam časa 2 ure sedeti pa poslušati webinarja. Ok? Dajmo malo pogledati, zakaj porabite čas. Zakaj vi porabite vaš čas. In vem, greste v službo, pridete domov, kuhate, pol peljete otroka na neko dejavnost in ga čakate. Kaj tam delate v avtu ali pa na kofetu? Sedite s prijateljico pa se pogovarjate, a so to kvalitetni pogovori? Scrollate po Facebooku, po Instagramu, pa se režite, pa pač opazujete, pa gledate ali pa raziskujete, kaj se je komu zgodilo, recimo. Avto, vožnje v avtu, to jaz zdaj zelo uporabljam za to, so krasen medij. V bistvu se usedete, priklopite si vse posnetke, si lahko priklopite samo na audio in poslušate webinar in poslušate neke posnetke. In ko poslušate webinar, si zapomnite, kateri deli so se vas dotaknili, se doma usedete, jih zavrtite še enkrat, jih še enkrat preposlušate, mogoče naredite kakšno vajo, ki jo bova dala. In to je čas, ki ga izkoristite bogato, čas, ki ga ne zgubljate z vožnjo, med kuhanjem, v banik se kopate in tako naprej. Skratka, potem je pa še eno strupeno vprašanje, če se vam zdi dobro, da dajete čas za otroka, ki ga boste, ne vem, na tenis, ples, odbojko, gimnastiko, tuje jezike, ne vem kam vse. A se vam ne zdi ta čas, ki ga vi porabite zase, zato da boste z otrokom prijaznejši in boljši in da boste otroku dali neko lepo prihodnost, tudi dragocen? To se pravi, ne govorim vam, da je to stran vržen čas. To je čas, v katerem se boste učili, v katerem boste dobili nova spoznanja. Tako da tukaj mogoče vam dam že kar danes lahko eno tako vajico, pa bom pa zaključila, da ne bo predolg video. Mogoče si en dan, ali pa tisti, ki ste pogumnejši, si lahko 3 dni ali pa en teden, vsak dan pišete, kaj delate. Ampak ne samo, kaj delate v smislu dobrega, to se pravi, kuham kosilo toliko časa, perem toliko časa, ampak tudi grem na stranišče, koliko časa sem na stranišču, grem na Facebook, koliko časa sem na Facebooku, se pogovarjam s prijateljico po telefonu, koliko časa sem s prijateljico po telefonu. Dajte si to pisati in boste malo videli, kam porabite vaš čas. Ker čas je dragocen in prepričana sem, da zelo veliko stvari naredite, brez da bi se zavedali, pa vam niso všeč. To govorim iz svoje izkušnje. Ko sem jaz to počela, me je bilo kar malo groza. Tako da sem potem ratala malo bolj strukturirana, pa še Alberta mama, moj mož je zelo strukturiran in mi pač zelo pomaga pri tem. Tako da najin webinar bo seveda tako, da bova oba dva, to pomeni, da boste dobili zelo veliko enih modrosti in še strukturo zraven, ker Albert je struktura. Zdaj pa lep pozdrav z Dolgega otoka, Dugi otok, zakon, mi je všeč tukaj. Pridem naslednjo sredo in v petek se vidimo na webinarju. Zgoraj vam bom pripela link, oziroma že ga boste dobili že v videu napisanega, tako da samo pejte tja, poglejte si, kaj bo v delavnici, koliko stane, kdaj so prijave in boste vse zvedeli. Čau, čau!